Ok. Zdaj, tole predavanje je pač na željo nekaterih, ki se danes ne morejo udeležiti tega, so prosili, če bi jim lahko to posneli, oziroma da bi oni sami snemali, sem rekel, da ne, kajti potem nimamo nadzora, kje se to vse skupaj plači. Bomo pa snemali tukaj, pa bomo potem pač objavili na spletni strani od Fotokluba Maribor. Zdaj, Breda se je nekako načelno strinjala za to. Breda, se strinjaš tem? Ja, recimo, no, tudi brez mene, ne, recimo. Dobro, ok, saj glebo, so te male slikice gor tu na mojem ekranu in to, kaj snemam, se tu gor vidi, ne. Ne bom nobeno širila. Ali pa bomo tisto dali, bom jaz dal na svoj server oziroma na Dropbox, pa bom tisti, ki želijo, poslal povezavo, pa bojo pač samo tisti, ki pogledali, ne. Ja, tako da tisti... To je najboljše, ja. Ja, pa tako naredil, jaz dal to na Dropbox, tisti, ki želijo, bojo pač mi pisali, pa jim pošljem link, pa si oni to pogledali, pa to tako. Vedo, ok, Miha pa Breda, beseda je vajina, ostale vse prosim, či izklopite mikrofone, pa uživajte o nocojšnjem predavanju o Etiopiji. Tako zdaj, 14 dni je mimo, gremo z novim predavanjem oziroma novimi spoznanji naproti, če temu tako rečem. Breda nam bo, hvala lepa, da ste prišli seveda najprej, ne. Breda nam bo pokazala Etiopijo, Bredo bom najprej malo opravičil, ker je pod vplivom zdravil. Žal je pozitivna, ampak ni želela prestaviti, tako da se je danes pač vseeno malo se bo pomučila, stisnila bo zobe, ker je, če tako rečemo, zdaj v tem trenutku šibkega zdravja, je ravno sredi zdravljenja, ampak jaz mislim, da bo šlo skozi, ne. Tako da lepo prosim, če vsi izklopite mikrofone še tole, Jože, pa 179477, ne vem, kdo je to, prosim, če izklopi mikrofon tudi, saj veste, ker potem pomotoma pride do, kaj pa vem, nepotrebnih takih zadev, da nekdo zvoni ali kaj podobnega. Tako, Breda, zdaj pa, jaz sem poslušal tole v živo, zdaj pa prosim še enkrat preko Zooma z vsemi tistimi emocijami in tako naprej. Ja, Miha, hvala za povabilo, pa tudi jaz vse lepo pozdravljam in upam, no, da vam bom en tak zanimiv večer pripravila s predvajanjem tega mojega DVD-ja, ki je že 6 let star. Ne? Tako da, zdaj pa samo Miha, tudi pomoč, share screen, ne? Share screen, ja, Branimir, a si omogočil šeranje? Zdaj je Branimir šel, ker nisem jaz hostil. Branimir, a ti gre, probaj šerat, no, se mogoče je... Bom. Aha. Evo ma. Ok. Gre? Gre. Ok. Ne, ti moraš iti na Breda. Kar gor, na puščico, na on križek, kar križek zapri. Ne, moraš iti na tvoje... Ja, kar križek zapri, pa še tu križek. Križek. Kaj križek zaprem? Ja. Zdaj moraš pa zagnati, ko imaš projekcijo. Ampak to boš mogla prej narediti. Ja, očitno. Dobro, pa malega naredi, če ne. Zdaj pa da vidim, če vam jaz najprej lahko zemljevid pokažem. Ja, tako, evo. Če gre. Tako. Tako da, ja, zdaj še enkrat vse lepo pozdravljam. Upam, da se vidi vse. Tu je samo ena slikica zemljevida, da se vidi, kje smo mi potovali. Preden začnem z slikami. Se pravi, od Adis Abebe smo se približno 2500 km pomaknili vse navzdol in potem spet nazaj gor. Tako da tu se vidi pot naša, seveda z džipi, do doline Omov, Karotov, Mursijev, Konsov, Dasaničev, v glavnem čisto v globino, bom rekla, južno in potem spet nazaj do Adis Abebe.
Zdaj pa, če mi rata, tako, boste povedali, če slišite. Slišimo. Če bo to v redu. V bistvu sem ta DVD začela z nekaj posnetki, kako smo bili servirani s kavo na malih stolčkih, zunaj v blatu, ker je pač Etiopija dežela kave. In od tu tudi ta naša dobra kava izvira. Kuhajo jo v takih loncih zunaj, na malih ognjičkih, pa namakajo noter tudi materino dušico oziroma vejico dobiš, da lahko si izboljšaš okus. Ampak to je vse čisto domače. To so mali plastični stolčki postavljeni okrog, vse se nekako na tleh dogaja. Ampak kava je bila pa kljub vsemu dobra, ne? Tamle ste videli mogoče eno posodo z eno črno kavo, tisto bom še kasneje povedala, je iz plemena Borana, kjer smo jo pili. Drugače pa pač en tak vtis, na kak način recimo smo se malo relaksirali, nasmejali, kavo popili, tudi ni važno, če smo bili blatni. To je ta gospa, ki nam je v plemenu Borana čist na pravi način, čist tisti prvi način prikazala kuhanje kave. In to je še ena pač zgodba za kasneje. Potovali smo z džipi, svoje šoferje, imeli smo tudi džip, ki je vozil kuharja, šotore, namreč globoko noter proti jugu ni bilo možnosti niti kakšnega, ne vem, motela ali česarkoli, če smo hoteli videti prvenstveno južno Etiopijo s plemeni Vretne. Tu smo se ostali v enem mestecu Tija, kjer so te skulpture, spomeniki, ki zopet vprašanje oddaj, odhod. Brena, se opravičujem, da ti skočim besedo, mogoče bi celo izklopila muziko. Ja, to pa ne morem, čakaj malo, edino... Na manjjo daj, spodaj tam, ja. Tako? Ja, ker te prekriva. Ne manj sliši. Je še preglasno? Redo je, ok, kar daj. Evo, bo? Izvoli. Ja. No, naša prva injera, ta njihova znamenita jed, ki se je s prsti, to je bil naš prvi en tak tipičen obrok. Vsi pa smo bili veseli tistega dodatnega tekočega obroku St. George, ne, pivo. To pa verjetno na vsakem potovanju, vsakemu paše, sploh če si na takem vročem, vedno bolj vročem podnebju, ne. Ni pa močno, ne, ni pa močno. Otroci, kjerkoli smo se pripeljali, so skakali pred avtomobile, ob avtomobile, plesali, pač pozornost našo zahtevali. To je en del jezero Čamo, kjer smo šli na en vodni safari, čist blizu krokodilov, nilskih konjev, uživali, skratka, v vsej naravi. Ti posnetki so vsi iz čolna narejeni, ne, tako da pač malo je to zmigano. Jaz sem imela zraven aparat Nikon D7000, 3 baterije rezervne, tako da nisem v bistvu nikoli ostala brez možnosti fotografiranja. Tam ste videli tudi eno tilapijo, to je bila naša prva riba, domača iz tega jezera, zelo okusna.
Potem pa smo že bili na eni tržnici pri Dorsih. Življenje je izjemno pestro, kar se tiče dogajanja na tržnici. Vsi nekaj prodajajo, nosijo, evo, to je deklica iz mlina, ki prihaja, ker to v bistvu morajo nositi žito, encet, vsi v neki mlin, ker ni druge možnosti, da bi si kaj delali. Tule notri je maslo, ena maščoba goveda, ki je pač za njih tudi zelo pomembno. Žita razna, prej smo videli enega gospoda, ki je metal zrna v zrak, s tem je ločil plevel, da so lahko pač normalno malo zamokone. Tu so pa vsi ti posnetki iz tržnice, tukaj sigurno jih je nastalo dosti več, ne. So pa ljudje, moram reči, da so bili prijazni in kar so nekateri nas vzeli za svoje, posedli so nas, žvižgali na te piščali. Naš vodič nam je potem rekel, če smo pripravljeni res še na eno posebno doživetje. Rekel, vidim, da ste v redu skupina, in v bistvu nas je v eno njihovo beznico peljal, da ste videli potem, kjer pač se ljudje na nek način sproščajo ob medici, neki taki pijači, z malo alkohola, pojejo zraven, nazdravljajo. Večina ljudi se pusti fotografirati, no tu in tam tudi kdo ne, je pa definitivno, da vsakega malo mu pokažeš fotoaparat, vprašaš, ne smeš biti vsiljiv, ker to nikoli ni za nikogar prijetno, bi rekla. No, tole je bilo pa v tej beznici ali pa v pubu ali pa karkoli, ne, kjer se oni pozabavajo, popijajo to medico, ženske, moški, to je bilo zelo temno notri, ampak smo se mi kar prilagodili, bom rekla, smo kar tudi se zabavali z njimi vred. Tu smo nadaljevali do Konsa, do plemena Konso, kjer smo prenočevali v enih čebeli, kot v hiškah, kot so čebeli panji. Malo smo vedno imeli nek trekking, razmigavanje, ker nemogoče je, da ves čas sediš v džipu. Večkrat smo džipe poslali naprej, sami pa malo prepešačili. No, to je bilo en tak zabaven večer pri teh Dorsih. Tu so tudi kuhali česno božganje. Mi smo morali plesati z njimi, ne vem, oblekli so nas v neke kože in dali sulice. Tako da, skratka, večer je minil, kot bi pihnil, ne, in potem v teh hiškah smo tudi spali kot ubiti. Moram reči, da so dišale, ker so vse po tleh posuli evkaliptusovo listje. Evo, to so te hiške. In v bistvu te hiške oni naredijo dosti višje in potem jih termiti začnejo spodaj jesti in se te hiške malo pogrezajo. In hkrati tudi vrata režejo, dobesedno, ne. Skratka, znajdljivi do vsega, karkoli pač se da narediti, izkoristijo. Imajo pa ta plemena res tudi vsak svoje običaje. Nekateri so kar, bom rekla, za nas kar težko poslušaš, gledaš, ampak sprejeti moraš to, kar oni delajo. Otroci so se kar ustavili, recimo nam zapeli, mi smo hoteli tu malo neke rute kupiti, izjemno lepo tkejo,
blago, šale, kape. No in to je mimogrede so nam zapeli in zaplesali. Ja, ta avokadov sok je bil tudi odličen. No, nadaljevali smo spet po neki ravni cesti. Povsod vidiš, da ljudje pešačijo, nosijo težka bremena, vse na glavah, nosijo tudi stolčke zraven, na katerih počivajo, pa pač malo si oddahnejo. No, naše naslednje taborjenje je bilo pri Konsih. Tukaj smo tudi na eni energetski plošči dobesedno, oziroma kako bi rekla, tale travnik, ki je bil pred vasjo, smo si postavili šotore in pač tu je bilo rečeno, da ima neko posebno energijsko točko. Otroci so vedno bili prvi pri nas. Videli ste tudi, kako so nam postregli, naši kuharji, izvrstno je kuhal, no, hrano so zraven nosili, nabavljali sproti. Tukaj pri Konsih smo pa tudi obiskali kralja, smo imeli srečo, da je bil kralj prisoten. Vedno je oblečen v modro, v bistvu je pa zelo osamljen, bi človek rekel, zato ker mora sam jesti, sam spati, nikamor se ne sme premakniti, da se mu kaj ne zgodi. Če gre v drugo vas, recimo mora nesti zraven eno pešico zemlje, ki jo potrese okrog svojega ležišča, da se varno počuti. Bili smo, mislim, da 2 uri z njim in smo se prav nasmejali marsikateri besedi njegovi, ne. Recimo smo ga tudi vprašali, zakaj ima tak nohet dolg, na malem prstu, ne. Potem je rekel, da samo zaradi tega, da se lahko uho čisti, ne. Mislim, prav luštno je bilo, no. Tu smo tudi naredili kar en dolgi sprehod do te vasice. Ženske, ki nosijo krila, imajo še eno dodatno krilo gor, tiste, ki imajo čisto kratko, so neporočene, tiste, ki imajo daljše, so poročene, ki imajo pa še daljše, čez vrhnje krilo pa so vdove. Ne vem, če se glasba kaj sliši, ali pa če hoče kdo vmes kaj vprašati, lahko jaz to tudi ustavim. Ne, kar pusti. Saj, če bo kaj tazga, bodo meni na chat napisali, pa sem jaz oglasil. Bodo pa napisali, ja. No, tole je ena rožica, čist mičkena, v bistvu, ampak je res kot ena ognjena zvezda, krasna. No, tako smo pa, recimo, se mi zabavali zvečer. Naš vodič nam je pripravil koktajl, pa baterijo spodaj prižgal, pa zmešal mango sok in ne vem, pomarančni sok in tako naprej. No, to je ta poglavar kralja David, kralj Konsov. Pokopavajo pa izven vasi, tam, kjer ste pač videli tisti leseni spomenik, no, da umaknejo duše umrlih proč iz vasi. Srečali smo tudi tak camaj pleme, ki pa sicer nismo šli mi v vasih obiskati. Drugače pa vedno po cesti pešačijo, ne. Dolge noge imajo, tekači so znani. To pa je bila ta prva tržnica Bimeli, kjer smo Hamre srečali. Da ne pozabimo omeniti, ne, v Etiopiji je prva stvar, če hočeš kaj slikati, moraš tudi plačati. In tu zdaj tako izgleda vse v bistvu umirjeno, ne, ampak mi smo si morali preskrbeti ogromno drobiža, ti njihovi biri so papirnati, denarji umazani, razcapani, smrdljivi, v glavnem mi smo to nekako poskušali v vsake žepe nekaj dati, ker so, če so videli malo več, to so te kar napadli, ne.
In ti si hotel enega slikati, si jih je 10 zraven postavilo, rukali so te, potiskali, bolj si že naštimal fotoaparat, je šlo že adijo, ne. In poleg tega še tudi zelo opazujejo, kaj delaš, ne, kaj delajo turisti. Logično, belec med vsemi temi, sigurno ga lahko opazijo, ne, in se tudi vsi vmes dogovarjajo. In bog ne daj, da ti narediš rafal posnetkov, moraš takoj več plačati, ne, z vsem so namazani, ne. Tak, res izgleda enostavno poslikati, ampak malo si kar znervirano, ker tudi niso potem prijazni, če jim ne daš denarja, ne. No, to so ti stolčki, jaz sem se celo enega prinesla domov za spomin. To pa vse njihovo okrasje, ki pač si ga navesijo, ogromno dajo na te razne verižice, kovinske zadeve, te ovratnice, to ima ovratnica tudi, ne vem, 3-4 kilograme lahko. In si predstavljate, to vse nositi, te ženske lahko, mislim, verjetno jih malo moti, kdaj ne. Ampak vse za lepoto, no tu smo pa imeli tudi srečo, da smo lahko šli gledati preskakovanje bikov, v Kulibulal, to mi rečejo, ne. Tudi z enimi se je naš dogovarjal, naš lokalni vodič, ker pač logično moraš imeti tudi lokalnega vodiča, ki je komuniciral s temi raznimi starešinami in potem se je dogovarjal, če bomo lahko mi prišli, če ne bomo, kje je to, kam bodo bike pripeljali. Malo smo bili vsi neučakani, bomo res to doživeli, ne, obrnili smo program na glavo in potem se je bilo treba še dogovoriti, kako s plačilom fotografiranja. No, ko smo neki pavšal dali, so rekli, zdaj pa lahko vi slikate, kot pač boste lahko, ne, ampak vsi tega niso vedeli, ne. Potem se je včasih tudi zgodilo, ne, ti si že si našel nekoga, ki ga boš slikal, pa se je takoj začel kregati na tebe, ne, in glasove, in v bistvu diren daj na višku, malo so vsi opijanjeni. Mi smo tu kar prepešačili, ne vem, menda 3-4 kilometre najmanj, z avtom smo šli tudi precej daleč, nekam, ne vem kam, potem pa peš naprej, ker ni bilo več možno z avtomobilom. In še to smo jih iskali, v bistvu je bil tudi ta v navezi, ta naš lokalec, kje jih bomo mi našli, ne. Je pa nekaj turistov tudi bilo naših, no to so eni prizori, so grozni, ker pač pri tem preskakovanju bikov se biča, so ženske so sicer namazane z neko mastjo, pa tudi ene vrste antiseptik, ampak to se udarja, poka, trobijo, žvenketajo, ti zvončki na nogah, to te vse preglasi, niti se mi nismo mogli slišati in bolj si recimo ti se postavil na en konec, da bi malo poslikal, aha, zdaj pa boš tukaj videl, je že nekdo, so se že neki obrnili, so že bili drugje. Podivjani popolnoma, ne. Ne vem, imajo neko drogo, ki jo takrat vzamejo, ne. In bolj so ženske zbičane, več so vredne, v bistvu so najbolj bičajo se te, ki so sestre dečka, ki bo preskakoval bike. In več brazgotin dobijo, lepše so, ne, in več so vredne. In ta fant, tega pač potem v bistvu obkrožijo starešine, on je star mogoče tam 18-20 let, in pač postane s tem mož. Preskočiti pa mora med 6 do 14 bikov, ki jih zvlečejo skupaj. Ti biki niso vedno
mirni, ne, vlečejo sem tja. Zdaj, nam se ni zdelo to, ne vem, kako grozno težko narediti, ampak verjetno njemu ni bilo ravno prijetno. Mora pa 4-krat preskakovati. In potem, ko mora biti seveda gol in samo te neke okraske na gori. Biki pa tudi niso vedno vsem tak primeru, kot je tudi gledalo, ne. Mogoče ima malo lažjo nalogo zaradi nas turistov, ne. Če pa ne preskoči teh bikov, če se mu zalomi, potem pa gre v osamo, v goščavo in potem, ne vem, eno leto je čisto izobčen iz družine, ne. Niti se ne more poročiti, ker ta, recimo, ki pa je preskočil, pa si lahko potem zbere nevesto. No, tole je bila naša mama Afrika, smo ji rekli, ena prava mama, ki je skrbela, da smo pivo dobili, da je bila topla voda, da so nam oprali, če smo kaj potrebovali, pa smo jim dali tudi kakšne majčke za oprati, da so si prislužili kak dinar. Imeli smo en klasen tent, v bistvu pod mangovci, senci, ene suhe struge, pa še dober kuhar zraven, ne. To, kar pač lahko so nam nudili. Tu smo pa že prišli do Dasaničev, to je pa eno pleme, ki je kar precej agresivno. Šli smo s temi drevaki čez reko, najbolj smešno je bilo sedeti v tistem, ki je bil tak zavit, pa nisi vedel, v bistvu, ali greš ravno ali ne greš ravno. Potem smo se skobacali na blatno obrežje in čez en travnik do njih, tam so nas že oni seveda takoj videli in takoj okrog nas in bog ne daj, da si kaj fotografiral, biti še dobesedno razbili fotoaparat. Tako je moralo vse biti pod neko kontrolo, ne. In tukaj ta dekleta, to so se kar potiskali, drli, nikakor nisi mogel nekako postaviti nekoga, da bi rekel, zdaj pa ne bo, ne vem, zadaj neke palce ali pa hiše ali pa druge roke ali pa česa takega, ne. V bistvu so vsi ti posnetki v razmeroma takem stresnem živžavu narejeni, v vročini, vroče je bilo pa tam 40 stopinj, pri bikih še je bilo pa bolj vroče. Tam nas je pa res kuhalo. No, tudi pri teh, da smo uspešno prišli nazaj. Breda, samo malo. Ivo, lepo prosim, ugasni mikrofon, ker se vse sliši. Hvala. Breda, izvoli. Ja, je v redu. Jaz ga nisem slišala. No, ta naša mama Afrika nam je pokazala tudi, kako se namaže lase. Naslednji dan, ko smo pa mi odhajali, je pa gospa zbolela za malarijo in smo bili še priča temu njihovemu ritualu, kaj se dogaja, kako se sami hočejo zdraviti. V eni kolibi si je zakurila, pokrila se z ne vem kolikimi kožami in pač, ne vem, neke molitve govorila ali kaj, pač nekaj bi rekla vraževerne, odganjala bolečino, tresla se je vsa, no mi smo pa potem zbrali nekaj denarja in tam je imel nekdo en motor in smo jo posadili na motor, da jo je peljal v bolnico, ne vem, mogoče 40 km daleč. Tako da upajmo, da je naša mama Afrika uspešno bila pozdravljena, taka res, res prijazna gospa. Tu smo tudi šli na obisk ene vasi, kamor tkeje grejo turisti. Se tudi moramo zahvaliti našemu lokalnemu vodiču, ki nas je, pa tudi našemu vodiču, ker je že bil menda 4. ali 5.
tu na tem koncu, tako da je že kar nekaj stvari poznal in tudi si jih izboril. No in smo se v tej vasi postavili in zopet čakali, kaj se bo pogovoril, dogovoril, kako bomo plačali, kaj nam bodo pokazali. Skratka, to je bilo kar neko pregovarjanje, tako da na koncu mislim, smo pač par evrov je vsak dal in to smo bili zopet na eni 2 uri tukaj. Povabili so nas plesati, peli so nam, v kočo so nas povabili, zlezli smo noter v tiste kolibe, ne, ker te kolibe so pa v bistvu vse pletene, več ali manj samo z vejami. No, tu smo vsi en prek drugega na nek način noreli. V bistvu sam to, da so zavarovani pred kakimi živalmi, da ne grejo noter, ne. Obrazi, jaz, če bi bilo možno, ne, recimo bi jih res dosti več slikal, še več. Jaz sem prinesla okrog 7000 fotografij domov, 8000 menda, samo iz tega dela. Polno je bilo seveda pač takih malo zmiganih pa to, ampak izrazov na obrazu pa vseeno kar dobiš, ne. Kljub temu, da ti nagajajo, ko fotkaš. Na teh vseh se vidi, mislim, ti ljudje so obsedeni so z nekimi res tem okrasjem perje, potem zabodejo si perje, tisti, koliko so recimo sovražnikov ali pa živali pobili, ne, in tako. No, tu smo bili v tej koči notri, črni koči, samo to sonce je nabijalo noter, vse jim je bilo čudno, naša koža, poskušali so, ne, malo, so nas po nogah božali, po rokah so nas božali, ker pač oni nimajo dlak na koži, ne, in zanimala se jih očala. Potem zanimalo jih je, zakaj imamo mi tu neke naramnice dvojne, recimo od modrca naramnice, ne, tega pač niso vajeni. Vse jim je bilo pač zanimivo, kar je na nas, ne, ko so celo neka darila dobile ženske, ne, v smehu, tako da so imeli pester popoldan. No, tu nas je pa potem seveda pot spet, ja, ko pa vidiš en tak prizor tega peščene vrtnice, je pa božansko videti, ne, nekaj te barve. No, pa smo prišli do Karotov, to je pa že bila dolina Omo reka in na desni strani v bistvu se vidi, kako so Turki pokosili oziroma zorali, prečesali v zemljo celo desno obrežje, zaradi tega, da nasedijo bombaž in v bistvu tem ljudem krčijo prostor. Jaz sem bila v tem času tam, ko še ni bil jez narejen, ne. Ker smo ravno iz tega razloga sem si želela iti, da še plemena živijo res po tem starem in tukaj, kjer so. Jez je pač svoje naredil, ne, ta dva poplavna, bom rekla časovno, dvakrat poplavlja, tega v taki meri več ni, oni pa od tega živijo, recimo semul naplavi, živali se niso potem več imele kam skriti. No, tu v tem Karotom smo prišli in v bistvu so se naši kuharji izgubili in so nam tisto hrano oni pripravili, ampak ni nam bilo kaj preveč. Za tisto inžero, ki znam, smo potem kar povabili otroke zraven, da so pojedli. In ni bilo tudi, nismo hoteli takoj fotografirati, nam je zabičal vodič, da ne smemo tega delati, ker so zelo
na nek način bi bili potem preveč prestrašeni oziroma mi bi bili preveliki vsiljivci. Pol smo pa imeli malo smole, no, mi smo šli na en sprehod, no, tu se vidi v ozadju desna stran obale, ne, desna stran reke, ni več sploh zelenja nobenega. No, zdaj pač, ker smo imeli takrat še čas, smo naredili eno dolgo vožnjo, pa peš nazaj, ne, in tisto peš nazaj je trajalo 3 ure, smo prišli potem nazaj v našo vas, šotori so bili postavljeni, dobili smo pivo, malo smo celo poslikali, ampak ti fantje, ne, to sta bila edina 2-3, so še ostali, vsi drugi so bili pa na logu, ne. In tudi to ni bilo zdaj veselje za njih, da bi mislim, so pa želeli toliko denarja imeti, da smo rekli, bomo počakali, pa se zmenili. Skratka, na koncu pa nič ni bilo kaj iz tega. Ker smo imeli nevihtno noč in zjutraj so zopet vsi možakarji odšli na lov, no nas je pa tu skoraj odneslo, ne, mi smo pa imeli res, smo spakirali sredi noči, čepeli v sredi šotora, nikamor nismo upali stopiti, ena je imela slabo šoto postavljeno, imela pol metra vode notri. Skratka, ena taka burna noč, no, bliskalo, res nalivalo. No, jutro je bilo toliko nam naklonjeno, da smo po vasi šli in da smo pač lahko malo te otroke poslikali, mame, da smo videli, kako se mažejo, pripravljajo, ker so tudi v bistvu kar v pleme več dajo na sebe nekih okraskov, bolj so prepričani, da odganjajo zle duhove. Zdaj ni važno, kaj je, mislim, listje, to koruza, verižice, veje, odmrli cvetovi, karkoli pač, vse, pa še te pike si rišejo. To so tudi eni sadeži, mislim, da je to ena rastlina, ki ima drugače zelo lep cvet, to pa potem nastane seme notri. Ja, to izjemno veliko dela imajo, da se porišejo, popišejo, drug drugega pobarvajo. Tu je tudi mogoče malo manj tega brazgotinjenja še, tega bo več pri Mursih, ko si delajo vzorce po koži. Ja, žal smo res bojevnike zamudili, ne. Ta gospod je bil še tam, nam je malo popestril jutro. Vsi pa imajo res ene take rdeče oči. Prav, je pa ogromno sive mrene, ne, tega smo tudi videli. Smo imeli eno medicinko zraven, ki je potem tudi nekaterim kapljice dala, ki so imeli vnete oči. Tu ta dan zjutraj je tudi enega našega, en mali fajt, tičel je imel kar nekaj težav in videl ga je, šotor je zlagal in je rekel, videl sem ga in tu je že bilo, ga je že v prst. Tako da je potem kar 1-2 dni hodil z zavito roko, antihistaminikov in tako naprej, no. Drugače pa smo kar dobro odnesli vsi. Malo smo imeli enih prebavnih težav. Na koncu moraš pa v bistvu res paziti, pa še srečo imeti zraven. No, Pokrasje, to je, mislim, idej, na kak način, kam obesiti, ne vem, od kod to ključe dobijo zamaškov. To pa smo probali mi res potežkati in to je težko.
Tu vidimo že te ploščice, ki jih Mursi nosijo, so tudi za prodajo, ne. Iz školjk, iz raznega semena, verižice. Pa kovinske neke obročke. No, tukaj vidimo pa tudi že en del ceste, ki jo Turki delajo. Mi smo do Mursijev prišli kar zelo v strahu, bom rekla, zato ker so nas ustavljali po poti vojščaki, pa nismo vedeli zakaj, mi smo bili v tretjem avtomobilu in potem na koncu, ko smo se pripeljali do njihove vasi, tam so rekli, ostanite v avtomobilih, nikamor ven, nihče ven, na kar so pač razložili, da je neki turški avto do smrti povozil eno Mursi deklico, ki je godna bila za ženitev, kar pomeni izguba dote in tako naprej. In dejansko so Mursi bili čist podivjani. In mi smo hoteli prenočiti, kempirati pred hodom v njihovo vas, pa absolutno nismo smeli tega narediti, ker smo bili dobesedno v življenjski nevarnosti. Čakali smo na dovoljenje, da lahko kaj poslikamo, ampak smo najprej brez fotoaparatov šli v vas, da so nam ženske pokazale, kako živijo, malo so nam te ustnice raztegovale in tako naprej. Potem pa smo dobili 15 minut za fotografiranje, ki so se tu nastavili in zopet je bil to en dren, potiskanje, vsi so hoteli biti na sliki, ker je vsak foto zaslužiti. Jaz sem takrat celo za pomoč prosila, ker pač je bil v bližini našega lokalca, pa sem dala njemu denar, sem rekla, da vsaj par posnetkov lahko naredim, ker to so ženske recimo v košarah nosile obroče za usta, za ustnice, ne. In so pomikale ven, pa noter, pa potiskale za prodajo, pa v neki košarici nosile in tako naprej. Tako da zelo taka neprijetna, stresna situacija. In mi seveda nismo potem tam prenočili, ampak so nas peljali v Podživko, pa smo v enem motelu prespali. Tako blatni smo prišli, hladno je potem že tukaj bilo. No, tiste brazgotine na Mursijih, tisto si pa delajo, zarežejo z britvico, pa pepel noter potisnejo, tako da se v bistvu ti okraski zgodbe pišejo v kožo, ne. Te obroče pa tudi začnejo punčkam dajati, tam pri enem 7. letu in potem pač se veča, sami si delajo, se pač ta obroč veča in potem, kadar se želijo postaviti pred moškimi, vedno to nosijo in večji obroč je, več je vredno, ne. Je pa, če se pa ustnica razcefrajo, pa enostavno kar proč odrežejo. Tu v tej džinki smo šli en muzej pogledati, moram reči, da sem bila fascinirana nad tem muzejem, glede tega, koliko gradiva je zbranega, kak so tradicije raznih plemen, ker tu so še vedno recimo Mingo tradicija, se pravi, da dojenčke ubijajo, potem ženske obrezujejo in tako naprej, ene tak pač res prav grozljive stvari. Recimo Karoti niso podpisali tega, da se otroke ubija, pač to se pravi, te otroke, ki so pohabljeni, rodijo, ki ne vem, imajo razne anomalije in tako naprej, ne. So pa krute stvari za nas, ne. Mislim, ker to, kot sem rekla, ne, 1000 let nazaj, ampak v bistvu je treba njim pustiti živeti, tako kot živijo, ne. Sigurno ne bo več to dolgo, tako pristno kot
je bilo že zdaj 6 let nazaj, verjetno niti to več ni. No, otroci se kar prilepijo na tebe, te zberejo, pač imeli smo kakšne svinčnike zraven, barvice, kakšne blokce. To je notranjost njihove skromne hiške. To pleme arbore, oni pa so izjemno dobri kovači. Vse so nam tudi prikazali, kako delajo, recimo pletejo, izjemno radi pletejo kitke in tudi vse naše, tiste dolgolase so dobile nove kitke. No, pa smo se pa že malo pomikali že navzgor, nismo več bili čist tisto na jugu dol. Lakota, pivo, Coca-Cola, te je posod, en tak postanek. Pa ta njihova odlična kava. Ja, zato je najboljše imeti Japonke. Najboljše obuvalo. Takoj se umiješ, pa si že spet blatna. Ja, tole je pa ena kontrola, če tihotapijo, tako da so avtobus ustavili. V bistvu iz Kenije so avtobus ustavili in so morali čisto vse razložiti iz avtobusa. Si ne znam predstavljati, koliko ur so nazaj zlagali. Ja, polnjenje baterij je bilo včasih tako, nas je bilo malo strah, ne? Če ne bomo imeli, ampak so tudi ti dečki imeli vedno pripravljeno, ne vem, neke v avtomobilu adapterje, pa mi smo imeli rezervne zunanje polnilce in tako naprej, tako da tisti, ki je imel samo eno baterijo, je sigurno ostal brez, no, ampak če si imel pa neke rezerve, pa je šlo. Zdaj zaradi te vročine, prahu in vsega je obvezno bilo tudi, da si fotoaparat v vrečki imel, da si ga malo zaščitil. Včasih se mi je zdelo, da me bo kar zgorel v roki, ker je pač bilo tudi po 45 stopinj, ampak je še kar odnesel, no, dobro služil. Ni pa nihče, recimo, imel kakega laptopa zraven ali kaj takega, ne, to pa ne. Vsi smo imeli dovolj memory kartic, da smo potem to doma uredili naprej. To je bila ena krasna pokrajina, malo imam eni 2-3krat enake fotke, so se izmuznile s temi termitnjaki, eni so bili res fenomenalno visoki. In potem malo spet za dobro voljo smo se ustavili in smo se igrali, smo metali v kamne copate, tako da nam je malo prej minilo, povabili smo še slučajno te, ki so tukaj bili in smo imeli smeha še pa še. Moram reči, da če je skupina dobra v takih situacijah, na takem potovanju, je to izjemnega pomena. In mi smo se krasno razumeli. Ja, zjutraj smo šli na kavo k sosedom. Tu smo pa bili že pri plemenu Borana. Tu so zelo lepe deklice, znane, da so med lepšimi ženskami. Tu ne pustijo živali fotografirati, kar pač je duša. Deklicam, ko dobijo ime, pa dečkom na temenu postrižejo lase, ker zelo dolgo nimajo imena.
ampak takrat, ko pa dobi med, potem pa postrižejo. In tudi neke čopke pustijo, recimo, da so prepričani, da jih vzame Bog nebo ali kaj pač po njihovem verovanju. No. Tu smo pri njih, smo pili mi tisto čudno kavo, ki bi naj pač najbolj tradicionalno bila pripravljena, in sicer, da se vsaka kava ugrizne, vsako seme ugrizne, potem se spraži, tako da tudi na koncu smo tudi vsi mi grizli tiste semenka kavna, zrnca, gospa jih je potem pražila, potem jih je na olju pražila, z oljem, dolila vodo. V bistvu nikoli ne smeš postaviti lončka na tla, pa prvi lonček dobi gospodar, šef ali pač ta glavni plemena. To je bilo kar zanimivo, ja. Zakadila nas je v bistvu tisti kolibi. Potem pa tam je bila ena fotografija, kjer jaz sedim na enem pokrita z eno obleko. Tako pa, če grejo na tržnico ženske, se dobesedno prekadijo, sedajo na neko kadilo, en poseben stol pleten in spodaj zakurijo in potem se prekadijo in potem so one očiščene, da grejo lahko nakupovati na tržnico. Spretni šoferji. V bistvu vsak, kljub vsemu, da si mislimo dostikrat, da je to pač bolj len kontinent, vsi nekaj delajo, pletejo, kopljejo, ribarijo, pa vse ročno. No, to so pa marabuji, ki so meni eni obupni ptiči, grdi, ampak so pa izjemno pomembni za to jezero oziroma sploh za divjino afriško. Mrhovinarji, ki v bistvu še vse ostanke očistijo, kar jastrebi oziroma kakšni drugi ptice, roparice pustijo, tako da tudi ni možnosti, da se kakršnakoli bolezen širi naprej. In imajo gol vrat, tako da gre čist noter med vse kosti, drugače pa tudi se dvigne na 4000 metrov visoko lahko leti. Jadra, dobesedno, izjemen letalec. Pa tudi kot partner svoji samici oba dva skrbita za zarod. So pa res čudni. Tu so predvsem zaradi vseh teh rib, ker je to ena ribiška vas in se pač ribe pripeljejo zjutraj in smo mi tudi videli, kako se to dela, kako se to čisti, kako mečejo vsem ptičem, kuhajo. Tudi mi smo si eno brok privoščili, pa moram reči, da so bile zelo dobre, pa nobenemu ni bilo nič slabo. Malo tako čudno zgleda, ampak kljub vsemu. Mi bi jih še več pojedli, če bi jih imeli. No, potem smo se še ustavili pri teh rastafarijancih. Tu smo se tudi malo čudno počutili, ker tudi z nekim posebnim dovoljenjem, ko se je naš lokalec dogovoril, smo prišli za to obzidje. Potem pa, oni so kar zaklenjeni notri, in ta gospa recimo to je zdrdrala, kakšni moramo biti in kaj to pomeni vse in tako naprej. Potem pa na koncu sva dve ostali, smo morali WC poiskati in so me notri zaklenili, tako da mislim, malo je kar toplo v prsih, srce kar razbijalo. Vsi drugi zunaj, oni
domačini, kot da so izginili, ne. Pa še malo so vsi drogirani, čeprav sami zase skrbijo, ne. Ampak nisem se dobro počutila, no. Čeprav se je pol srečno končalo, nekdo se je prikazal, odklenil vrata in mi dve vsi srečne v džipe. Ja, kar se neke zgodbe pokažejo, napletejo. Ampak nepozabno pa ostane, ker no, tukaj recimo bi se kar težko človek odločil, kateri paradižnik bi kupil, ne. No, to je tako postrežejo tilapijo. Evo, to je bilo v tisti beznici. Ne morem. Ja, še skupinka slika. Enih par. To je bilo pri Konci. Sam kralja nismo imeli, tudi smo se s kraljem tudi, tu je ta slika, ja. Evo, smo se še s kraljem nasmejanim slikali. Tu je naš bolnik z zavito roko pri karoti. Ja, malo smo se umetniško probali izživljati. In to bi bilo. No, tole je bilo pa še v tisti beznici, ki so nas učili, kako se nazdravlja. Tako. No, Breda, hvala lepa. Ja, tako. Zdaj, tako jaz verjamem, da si nam nasula ideje, da bi mi tudi šli, ne. Ker motivov je bilo res ogromno. Ko prideš domov, si razočaran, kaj vse ti manjka. Ja, zagotovo, ker vidiš še več, kot je možno, ne. Naj samo to povem, da tu zraven je bilo kar nekaj fotografij, ki je imela Breda nagrajene, potem tudi na teh guru razstavah postavljene in tako naprej. Hvala. Ampak kakorkoli. No, dobro, pustimo to zdaj, da. Jaz tu prišlo par vprašanj, pa bi te najprej vprašal tule. Eno od vprašanj je, a ste se cepili proti rumeni mrzlici, preden ste šli na to pot? Ne, nismo. Ni bilo potrebno nobeno cepljenje. Bilo je sicer priporočljivo za malarijo, ampak nismo bili v tem obdobju, ko bi komarji bili izjemno aktivni. Smo pa imeli šprejev in dolge rokave, ne. In smo se pač trudili s tem, ker antimalariki tudi niso ravno vedno, bom rekla, najboljši, no. Za počutje. Jaz enkrat jemala, pa to je kar malo, ti neke slabosti, pa to moraš 6 tednov jemati pa vse. In nam je pa potem Peter rekel, da v tem obdobju se lahko dovolj zaščitimo s temi 50 DDT ali koliko smo imeli spreje, pa predvsem, da smo si dali tudi tak srajčke, dolge rokave, dolge hlače gorne. Ja. Drugo vprašanje, ki je prišlo tole, tam vmes so omenila, da so vas v bistvu, če rečem po domači, šlatali, ne? Ti si rekla, odpavali, ja. Skratka, gre za to, da pač niso poraščeni, ne? A imaš kakšen odgovor, zakaj niso poraščeni? Ja, jaz mislim, da zaradi podnebja njihovega, zaradi potenja, ker pri njih je čisto drugače, se koža ne poti na ta način, kot se naša poti, ne. Da je mogoče to razlog. Ok, naprej. In je pa bilo res izjemno zanimivo, ne, to so bili fascinirani, ne. In samo, mislim, ne vem, pač grimase razno razne in tako naprej, ne. Ja,
Tole smo videli zdaj, to so bile v bistvu različna plemenske skupnosti ali nekaj v tem smislu lahko rečemo, ne, ki ste jih vi obiskovali, tako kot neke otoke nekje okoli. In vsi so bolj ali manj imeli, ne čisto vsi, ampak nekateri pa, kožo in tudi lase namazane z nekaj tako rjavo zmesjo, kot da je neka zemlja ali nekaj takega. Kaj to je? A lahko znaš to razložiti? Ja, to je v bistvu glina, ki jo pomešajo z maščobo, s tem maslom. In potem si oni to mažejo po laseh in v bistvu je to tudi proti insektom, zaščitijo se na nek način Pred piki. Pred razno, ne vem, mrčesom, ki bi lahko recimo jim kaj, pa tudi zaradi lepotni ideal, ne. Aha, tudi lepotno. Tudi lepotni ideal, ne. Ja. Ja, pri vseh teh, se pravi, vsa ta plemena, vsako ima neke svojo tradicijo, ne. Ja. No, najbolj se hamri mažejo, ne, oni največ uporabljajo, pleme Hamar, največ uporablja tega. Na nek način bi človek rekel, da so podobni tudi iz Namibije himbam, s tem, kar se mažejo, ne. Je pa to glina, ne, to nam je ta naša mama Afrika, nam je to tam zmešala skupaj na dlani in potem pokazala, kako se to namaže. Ko ste vi bili tule, pač rekla si 40-45 stopinj ali rekel bi po domače neznosno vroče za nas, zagotovo pride do potenja, tako našega kot njihovega. Kakšen je njihov telesni vonj? Se ta vonj voha ali je kaj drugačen, kot ga imamo mi? V bistvu je bila večina takšna vročina, da skoraj si samo vročino vonjal. Se je pa na teh, recimo na tržnicah, kjer jih je bilo pa ogromno, takrat pa je zelo tak težek vonj oddajajo, ne. Pa recimo pri tem plesu, ko smo bili toliko skupaj, ne, mislim, si kar potem malo želiš se tudi malo umakniti, ne. Ni pa zdaj to en tak, bi rekla, smrad, kot bi neko gnojilo trosili po njivi ali nekaj takega, ne. Pisca Aleksandra Škorca, pred nekaj tednika je že napiščaka. Očitno ima javnost... Kdo je tole? Ja, ko ste vi morali to plačevati, ste zagotovo plačevali z nekim njihovim denarjem, ne? Kaj s tem denarjem oni počnejo? Hodijo v mesto, si v mestu kaj kupijo s tem denarjem ali kako? Ker načeloma, tako kot si v osnovi rekla, so te plemenske skupnosti samozadostne, ne? Ja, in turisti so pač prinesli ta denar, ne. Oziroma so začeli s tem, to je 20 let nazaj še, v bistvu tega ni bilo, ne. Nam so povedali, da prej to ni bilo in na primer Mursiem je edini denar, ki ga dobijo od fotografiranja. In potem seveda grejo na te tržnice in si tam kakšen tranzistor nabavijo, pa mogoče te okraske nakupijo in tako naprej, ne. So pa eni res nezadovoljni z kakim enim birom, dvema, mislim, to so biri in se pravi, to je zelo taki denar. Jaz sem imela tudi eno fotografijo, nekje sam nije v tem filmu, ki smo mi zamenjali, to je bil 10-centimetrski stolp tega denarja, pa smo mogoče 30 € menjali, ne. Ja, no, sej, to je bilo naslednje vprašanje, zdaj sicer moram tako reči, da bir, pa ime denarja je kaj fajn, ker je zelo podobno pir. Ja, tako da to ni kaj, ne. Ampak zdaj malo resnosti še. Kaj oni na teh tržnicah kupujejo z denarjem ali je tole kot blagovna menjava še? Ali je to denarno? Oboje. Oboje? Oboje, ja. Ja, dostikrat sem videla, ne, da ženske kako svoj nakit, recimo, ki ga dajo, zamenjajo za drugi nakit.
Kar se pa tiče plastične posode, pa takih stvari, tam pa je večkrat, tam je pa denar v uporabi, ne? Ker recimo oni teh kant za vodo, ko hodijo po vodo, ne? To kupijo, pa pač te razne posode za kuhanje pa tak naprej. Medtem ko bolj pri okraskih, tam pa je bilo tudi jaz meni, ti meni in tak naprej, jaz tebi, ti meni in tak naprej. Super, zdaj mi pa to reči, zdaj tam si pokazala, da ste neke ribe jedli oziroma da so vam neke voke kuhali ali karkoli pekli, že karkoli ste imeli. Kaj pa ste nasplošno jedli? In kako je bilo recimo z vodo to v plastenkah? A ste vi to zraven vozili ali ste vmes, kje se dopolnili? Kako ste prišli do teh virov, če tako rečem? Naši, bom rekla, en avto je bil z hrano, z vodo, šotori in to so nam oni vse nabavljali. In kadarkoli smo se kje ustavili v kakem takem vasici ali kje, tam se je nabavljala tudi voda. Imeli so pa dostikrat v teh, recimo tudi pri karotih, ne, ker smo mi prišli z tistega dolgega sprehoda in dejansko smo bili crkeni total. Smo rekli, če bomo zdaj mi kaj dobili hladnega, ne, toliko hladnega za piti, ampak oni imajo generator in po marsikje te velike skrinje in so tam noter piva pa Coca-Cole. Coca-Cola. In vode. Povsod Coca-Cole, ne, potem se tudi ne čudiš, odkot vsi ti zamaški in tak naprej, no, mi smo bili resnično čist, bom rekla, razneženi, no, ko smo videli tisti hladilnik, to za njih ledenica, ne, ampak je pa na neki dostojni temperaturi pijača, ne, ker drugače je to zgoriš. Vsa naša voda je že pošla, recimo, ki smo jo nosili tam zraven. Vmes smo se ustavili samo v eni kolibi sredi polja in tam je ena gospa delala moko, s kamnom je drobila zrna, ne. En gospod sedi zraven in je imel celo popisano ali potiskano oprsje in je rekel, toliko sem jaz metkov izstrelil, ne, to si je on vse tak naredil, no, ta gospa nam je, hočem to povedati, da nam je tista senca bila zelo dobrodošla, no, in potem je pa še ena naša rekla, da bo ona poskušala moko narediti, ne, in potem je to bila cela polomijada, ker je vso zrnje padalo noter, je rekla, ne, to pa jaz ne znam. Ni tako enostavno, recimo nekaj mi vidimo, si mislimo, to pa je, gre, ne, mislim, po tisti deski kamen rolati dol, ne, in moko delati, pa v bistvu je vse zrnje padalo v že pripravljeno moko, ki je ta gospa naredila. No, in takrat smo mi res še se nekako privlekli do teh karotov in so nas tam razveselili s to pijačo, ne. Super. Zdaj pa gremo še malo nazaj na fotografijo. Kaj si ti tu uporabljala, zoom objektiv ali fiksni objektiv? Oziroma na to... 18-200 sem imela. Aha, 18-200, pa si ga potem nesla na čiščenje, ko si prišla nazaj? Ja, sem imela samo ta objektiv, ker to bi bilo nemogoče karkoli menjavati. V bistvu je bilo tudi vedno polno prahu, tudi v džipu je bilo polno prahu in recimo je kdo kakšno okno odprl pa poslikal ven, ne, in to vse, mi smo bili kar pobarvani včasih, ne, tako da se pravi, ali pod jopco, ali pod neko ruto, počal, kar naprej si fotoaparat skrival, ne, da bi pa menjavala to objektiv, pa ni šans. Jaz sem imela zraven v bistvu en odbojnik, pa ga nisem niti enkrat uspela uporabiti. Sem rekla, nič, mogoče bom kakega tega črnega gospoda ali pa gospo z odbojnikom, pa bo nekdo mi to podržal, pa to ni bila fotoekspedicija, ne, tako kot mislim. To je bilo šklocanje bolj na hitro, no, pa res v teh pogojih sonce, sence na črni so,
ne moreš ga obračati, ne, ker potem je že živčen, te že grdo gleda, ni ravno pripravljen se kaj preveč nastavljati. Ne. Če pa imaš enega, pa sigurno hoče jih 5 zraven biti, če se još malo predolgo z njim ukvarjal. Ne. Ja, specifični pogoji. Ja. Druščina, ima še kdo kakšno vprašanje? Jaz sem ta vprašanja, ki so mi bila poslana, načeloma bolj ali manj izrabil. Je bila ta akcija v organizaciji kakšne turistične agencije slovenske? Ja, to smo šli Ravbar. Ja. Imeli smo pa tudi, preden smo odšli, oziroma za te vse, ki smo bili prijavljeni, so organizirali sestanek, da so nam povedali, kaj nas čaka. Tako da, če si je kdo še imel možnost, mislim, si je lahko tudi premislil, ne, ker pač... Ja, tako delajo. Ja, ni tako čisto enostavno, no. Ja, zagotovo. Kaj ste se kaj cepili specifično za to potovanje ali nič? Ne. Nič. Ne. Ni potrebe. Etiopija je odprta, kar se tega tiče. Ja. Poleg tega ta jug je tako izjemno vroč, potem smo pa mi še nadaljevali na sever, ne, mislim, to pa je bila ekspedicija pač druge sorte, tako da dol smo imeli vročino 40 do 50, ne. Na sever smo pa šli na več kot 4000 višine, tam nas je pa skoraj zeb, tam pa je bilo mrzlo, ne, tam pa 1-2 stopinji po noči. Tako da je to naše potovanje bilo iz 2 delov, kdo pač je hotel narediti, ne, pa iz 3., če kdo želel v Danatil, ne. Aha, ja. Depresijo, ja. A to se mu pa mi zmenili, pa bomo šli enkrat. To se mu pa mi zmenili, ja. To imam jaz večno željo, da bi šel dol, ja. Ja, meni je še zdaj žal, da pač ni bilo več možnosti nadaljevati, ker si že pravzaprav psihično toliko naspediran, bi rekla, da lažje preživiš, če že pač imaš toliko stvari nekih za sabo, ne. Da ne padeš kar iz našega podnebja tja noter, pa tak, ne. Ja, v vsakem primeru je fajn, ja, kakšen dan, 2 klimatizacije, ki je v bližini. So le drugačne vrste pogojev. Ja, ima še kdo, bi kdo še kaj vprašal? Mikrofon, vidim, da so kar zaprti ostali. No, jaz bi samo to rekel, da katerakoli televizija bi lahko to predvajala, ker to je neverjetno kvalitetna reportaža po fotografski strani, po tekstovni in vse čestitke, no. Ja, najlepša hvala.